En lep dober dan želim. Upam, da ste dobro. Danes se obeta en zelo, verjamem, močan pogovor. Namreč z nami so izjemni sogovorniki, gostje, ki svojo življenjsko zgodbo govorijo zgodbe, iz katerih se lahko učimo. Saša Kveder je avtorica romanesknega prvenca Tokrat bo drugače, te čudovite knjige, ki je tudi lepa, ne samo izjemno, brutalno, iskreno zapisana. In svojo knjigo začenja s čičerom, ki pravi: dokler je življenje, je upanje. Morda poznate tudi rek, da če nisi upal, nisi živel. Zakaj omenjam upanje? Zato, ker se mi zdi, da je poleg kolesa in poleg modre vreče to ene vrste, ne bom rekla rdeča, ampak roza nit vaše knjige. Gospa Saša Kveder, toplo vas pozdravljam. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi, hvala, da ste se odzvali vabilu. No, seveda, Saša, prej ste rekli, večkrat ste rekli, da poslanstvo knjige je tudi to, da javnost ozavešča o prepogosto mogoče nalašč spregledani temi, ker je pač boleča. In to je odvisnost, bolezen odvisnosti mladih ljudi, ki se seveda lahko steče v življenje tudi starejših ljudi. In odvisnik nikoli ne živi samo on odvisniškega življenja, kot boste slišali, ampak živijo odvisniško življenje tudi njegovi. Zato, ravno zato, da javnost sliši še bolj, smo povabili, je Saša povabila še dva izjemna gosta. Z nami je dr. Zoran Milivojević, sicer doktor medicine, psihoterapevt, kot veste, z dolgoletno prakso, tako v individualni kot v skupinski terapiji in med drugim avtor knjige Igre, ki jih igrajo narkomani. Tudi o tem bomo kasneje. Dobrodošli. Potem pa je tu še... Potem pa je tu še gospa Mina Paš, prav tako doktorica medicine, sicer pa integrativna psihoterapevtka v Združenju Drog Art Slovenija. Torej, iz prve roke pravzaprav bomo lahko izvedeli, kako doživljajo odvisnosti in predvsem, kako jo odživeti in morda tudi pozdraviti. Dobrodošli, Mina. Spoštovana Saša, rekli ste, da je ta knjiga več kot samo vaša zgodba. Gre za romaneskni prvenec, ki pa je v marsičem poseben, zato ker je v njem vse res. In vse je zelo zares. Kakšni so občutki danes? Napolnili ste velik atrij in vsi so tu zaradi knjige, ki ne nosi samo cvetlic. Ja, drži, to ni samo roman, ni samo neka avtobiografska zgodba, s katero sem si pravzaprav tudi olajšala dolgoletno breme, 15 let skrbi, težav, kar sem v sebi nosila in pa delila seveda s svojim možem. Ta knjiga je posvečena vsem bolnikom s to težko boleznijo odvisnosti, prav tako tudi vsem staršem, svojcem, fantov, deklet, ki so se izgubili v drogi oziroma so oni tudi žrtve njihovega jemanja drog. Poleg tega so v knjigi sporočila, kot je sporočilo za mladostnike, tudi en sam joint lahko prinese nepričakovane hude posledice in v nadaljevanju odvisnost od drog. Poleg tega je ta knjiga tudi, ima še dodatno poslanstvo, da sporoča družbi, da droge obstajajo in to marsikdaj v njeni senci. In da je pomembno o tem spregovoriti in ta tema je že nekaj časa morda malo zapostavljena. Poleg tega je v knjigi nazorno opisano, kakšne krute posledice ima odvisnost od drog, razpadanje telesa in uma. Mislim, da je pomembno to napisati, ker
ponavadi ljudje to precej oddaleč opazujejo in nimajo prave predstave. Tisti, ki knjige še niste brali, tokrat bo drugače, je roman, resnična zgodba o mami Sandri, sinu Jonu, očetu, očimu, ljubečemu Dinu, o očetu Jona Vitu, o babici in o vseh poteh, stranpoteh, o vseh upanjih, o vseh zmagah in vseh porazih, ki jih Sandra doživlja z svojim sinom. In seveda se začne ta zgodba lepo, ker se začne v ljubezni in začne se s kolesom. Kolo je ves čas ena taka rdeča nit. Ivona posede na tricikel in komaj čaka, da ga vidi, kako se bo odpeljal po praznem stanovanju, ki je tisti hip njegova prostrana cesta. Fantek se usede in čaka. Nogici mu položi na pedala in tudi ona čaka, pa se nič ne zgodi. Malček negotovo sedi na kolesu, mamica je pozabila, da še ne ve, kaj je kolo, da se še ne zna odpeljati. V smehu se zave, kako neumno je bilo njeno pričakovanje in pomaga mu zavrteti pedala, da Jon kmalu zaokroži po gladkem parketu. Zavrti se njegovo prvo kolo. Gospa Mina Paš, zavrti se kolo in življenje se začne obračati v drugo smer. Ampak če začnemo na začetku, ali je odvisnost z medicinskega vidika bolezen in se je zato da zdraviti na tak način kot bolezen, ali jo tretirate na drugačen način? Ja, mislim, odvisnost je ena taka zelo skupek enih večjih stvari, ne? Tako da težko jo zreduciramo samo na fizično plat. Zdaj, odvisen, kaj jemljemo kot bolezen, najbrž v glavnem, ko pomislimo na besedo bolezen, mislimo na neko fizično bolezen, ne? Se pravi nekaj, kar ima nek otipljiv telesni vzrok, ki se ga da pol tudi z določenimi sredstvi zdraviti. Meni se zdi, da se je v nekem trenutku začel zelo veliko uporabljati to, da je odvisnost bolezen. Se mi zdi, da je bil to zelo pomemben premik v družbi, zato ker se je v bistvu nekako izgubila neko obtoževanje ali pa vsaj en določen del stigme za ljudi, ki imajo težave z zasvojenostjo ali pa z odvisnostjo, ker do takrat so pač bili seveda zasvojenci smatrani kot nekdo, ki se jim, ne vem, ne da, so leni, šibki, saj bi lahko samo, da se majčkeno potrudijo in tako. In ko smo jih enkrat začeli dojemati bolj kot bolnike, je bil to zagotovo zelo pomemben preskok. Vemo, da tudi zdaj je veliko zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje zasvojenosti, predvsem mislim tukaj na substitucijsko zdravljenje z metadonom, s boksonom in ostalimi stvarmi, plus zdravljenje pridruženih duševnih težav, ki so zelo, zelo velikokrat spremljevalke zasvojenosti, Ne moramo pa zasvojenosti, odvisnosti zreducirati samo na telesno raven, zagotovo ne. Odvisnost je pač težava, ki je širša, ki ima svoje širše socialne vzroke, avtobiografske vzroke. Izredno pomembno je upoštevati vidik travme, o travmi se zdaj ogromno govori, in pogledati zgodbe ljudi, ki imajo težave z uporabo drog, in zdraviti stvari na različnih nivojih. Tako na telesnem, s podporo z zdravili, kot na duševnem, v smislu, ne vem, psihoterapije travme, na socialnem vidiku tudi, ljudje so zdaj zelo odcepljeni od sebe, od družbe, zelo je individuacija prišla, oziroma neka individualizacija je prišla zelo v ospredje, ljudje so zelo odcepljeni drug od drugega, ni več pravega stika. Tako da je treba res na večjih nivojih gledati na vidik zasvojenosti. Treba je pa malo gledati tudi, kaj nam zasvojenci kažejo, kateri del družbe, ki ostaja tako malo skrita, ali jo pa želimo pustiti malo skrito, in kar nekako se noben noče čisto soočati s tem. Tako da tukaj je treba več vidikov upoštevati. Gospod Zoran Milivojević, igre, ki jih igrajo narkomani, ko se krog zavrti, če še vedno ostanem pri tej metafori kolesa, ko se zavrti krog
zasvojenosti otrokove, sinove, hčerine, se zavrti tudi krog starševske nemoči, negotovosti, bolečine, iskanja rešitev. In v določenem trenutku se začnejo starši tudi spraševati, kaj sem naredil narobe. In zdaj me zanima ta odnos. Mina je zelo lepo omenila pomen travme. Vsak starš ima večinoma dober namen, ko vzgaja otroka. Kako zelo pomemben je ta prvinski odnos mame in v tem primeru sina, da bi lahko rekli, to se ne bo zgodilo ali pa do tega ne bo prišlo. Kakšen odnos graditi? Kako zelo pomembno je, da ima mama odnos s sabo, svetom in tako naprej? Zašto samo mama? Važan je i tata. Dobro, znači uzgoja je vrlo važna zato što ona strukturira osebnost. I mi koji se bavimo psihoterapijom vidimo da te neke poruke, programiranje iz detinjstva ili dete koje gleda svet i pravi neke svoje zaključke, da je sve to jako važno. I recimo tradicionalni slovenački model, ako krenemo od toga da deci treba i ljubav i disciplina, pokazivanje ljubavi je jako važno jer na osnovu toga deca formiraju pozitivnu sliku u sebi. Jer kad kažete nekom volim te, vi mu u stvari kažete ti si meni važan, ti vrediš, meni vrediš. I zato želim da budem s tobom i tako. Ali sa druge strane disciplina. Šta je disciplina? Disciplina je konflikt. Jer vi kao roditelj morate da socijalizujete dete, da ga uvedete u svet odraslih. A dete je u prvoj godini života naučilo da ono što je prijatno je korisno, a ono što je neprijatno, što boli, znači glad, žeđ, bol i tako dalje, da je to štetno, škodljivo, je li tako? I onda tamo drama počne u nekoj drugoj godini života, sredinom druge, kada vi kažete detetu, znaš, postravi igrače. Znači, kad ja radim ono što želim, onda uživam u tome. Ali sad neko drugi želi da ja nešto uradim, a ja to ne želim jer mi je neprijatno. I onda kreće konflikt. Tako da mora ljubav i mora disciplinovanje. Disciplinovanje su 3 stvari. Ne smeš, to svi znaju, meje. Drugo, moraš, to ne znaju svi, ali to su navade. Navade su izuzetno važne za kasnije u životu. I treća stvar je kazna. Znači da dete ima neku negativnu posljedicu kada se ne pridržava. Tako da, recimo, ako gledamo Sloveniju, ono što, samo ja se ne raspričam, odem ja do... Znači u Sloveniji tradicionalna uzgoja je bila nepokazivanje ljubavi i disciplinovanje. I sad, zašto se deci nije pokazivala ljubav? Pa nije im se pokazivala, jer onda dete, znači kad imate 2-3 godine, najvažnija stvar, da li vas roditelji vole. A roditelji ne pokazuju ljubav. I onda ću da budem pridan, znači trudit ću se da me roditelji vole, da me ne odbace. Je li tako? Međutim, ni taj način uzgoja nije baš dobar, zato što nemate ono ljubav i nemate to osjećanje lične vrednosti. I onda imate preterano socijalizovane ljude koji su dobri za društvo, nisu dobri za sebe. I onda i tu imamo alkoholizam, imamo samoubistva i tako dalje. Znači ti ljudi kad odrastu. Onda dolaze, kako ja kažem, novi Slovenci, a to je sad ljubav bez discipline. Znači to permisivno je dozvola, permesso na italijanskom. Znači, jel može? Može, dušo, tata tebe voli, mama te voli i tako dalje. I onda ta deca nemaju, pošto nema discipline, nema samo discipline, onda kasnije u životu lošije prođu. I sad, znate, pitali ste me za igre. Oni su na neki način majstori manipulacije. Znači, postoje i oni koji nasilno, recimo, kradu, otimaju i tako dalje, ali to je izuzetak. Znači, uglavnom su neke prevare koje idu, prvo potroši od roditelja, jer mu treba novac za drogu, pa onda od nekih prijatelja, pa se onda sazna, pa onda vara ljude i tako dalje. I često to objašnjamo preko dramskog trikotnika. Šta je sad to? Pa 3 neke arhetipske uloge. Žrtva,
čija je žrtva, žrtva je nekog preganjalca i žrtva traži rešitelja koji će ili da preganja preganjalca ili da žrtvu zaštiti. Tako da onda na toj podlozi, našto u družinama, kreću neki, ajde kažem, družinske igre, jer onda roditelji s jedne strane pomažu osobi da prevaziđe to, a sa druge strane nezavedno ga potkrepljuju u njegovoj zavisnosti. Vaš Jon je danes odšel z ure angleščine, ker mu je bilo slabo. Slabo? Dejal je, da je pojedel kos pice. Hvala, da ste mi sporočili. Naslednji dan Jon prizna, na plaži ob Ljubljanici smo kadili travo, zato mi je bilo slabo. Gospa Saša, Jon je bil en tak, in je še, ampak takrat je bil še otrok, en tak bister, zvedav otrok, ki je bil rad veliko sam, ki je ustvarjal in še ustvarja, to so namreč slike Sašinega To so sina. sinove slike. To je pač zdaj na projekciji in kolaž, sicer so pa v knjigi te njegove slike, risbe. Ogromno riše, ves čas, vsa obdobja, pač vse niso bile primerne, ker niso šle v kontekst knjige, ampak že kot manjši otrok se je izražal veliko skozi risbo. Ja, občutljiv otrok, nežen, izjemno bister. V otroštvu se je ogromno ukvarjal s športom, učil se je jezike, igral je na kitaro, modeliral, tako je bil izjemno radoveden. Obenem je bil pa tudi zelo živahen v nekih obdobjih in tudi v šoli. Tako da sva odšla na posvet v posvetovalnico za mladostnike, otroke in starše, ampak sva nekako neke konkretne diagnoze dobila, ampak zdaj jaz malo sumim, da mogoče da ima neko pridruženo bolezen ADHD, kar pač ne moramo še diagnosticirati, to je pač hiperaktivnost oziroma motnja pozornosti, ampak je pa verjetno bosta strokovnjaka potrdila, no, da v velikih primerih je možnost tudi teh bolezni. Vidite, sta se veliko pogovarjala s sinom, ne? Veliko sta potovala skupaj, izražal je čustva, bil je odprt. Ja, zelo, zelo je čustven še danes. Tudi danes se veliko pogovarjava, kljub temu, da je v takih razmerah, ampak vedno ohranjam stik z njim. Ja, čustven fantek, pozoren, tudi smisel za humor ima. Tako luštno sva se imela, potovala sva, ker je pač, jaz sem bila en tak vzor mame, ki je radovedna, jaz sem potovala že kot mlada rada, še spalno vrečo in interrailem in pol sva tudi midva, tako sem se pa še pohecala, ne, se piše, moj sin bo svetovljan, ne, da bo videl čim več sveta, da bo neke dimenzije široke pridobival in tako. Kje se je zgodil po vašem mnenju obrat? Oziroma, kaj je bil tisti obrat? Ja, vsekakor, če vzamem, generalno je bila to puberteta. Bil je zelo uporniški otrok in se je počasi začel trgati od doma, od naših domačih vezi. Vedno večjo vlogo je prevzemala družba in to neprava družba in tudi seveda izbira napačnih vrednot. Sem se pa glih spomnila včeraj, pravzaprav je bila Valeta, ne, v 8. razredu in smo se dogovorili za pač neko uro prihoda seveda, po tisti slavnosti in tako naprej in je prišel proti jutru in jaz vem, da sem ga celo noč čakala in sem bila grozno vznemirjena in tudi en tak prelomen dogodek se mi je zdel, da niti se ni nič sekiral pol, ne, za to upravičil ali karkoli, no, mislim, je že kazalo, no, na nekaj, kar je potem še sledilo in še stopnjevalo. Gospa Mina, eden od znakov,
da se nekaj dogaja, zagotovo prekinitev komunikacije, izogibanje, iskanje izgovorov, manipuliranje, ne, kot je gospod Milivojević rekel. Kdaj mora staršu začeti goreti zares rdeča lučka, oziroma kaj so tisti glavni znaki, da tudi ko niti slučajno ne pomisliš, ne, da je tvoj otrok, da niti ne veš, da je mogoče že v taki družbi, kjer tako malo za rekreacijo otroci kadijo, ker to ne bi nič bilo, a ne? In tako naprej. Kakšni so tisti bistveni znaki? To je prvo vprašanje. Drugo pa, kaj se dogaja z možgani, ko otrok, mladostnik leze, da rečem, ne, pač se le poglablja v odvisniško življenje? Ja, to so taka klasična vprašanja, ki me vidno starši tudi sprašujejo, kako naj vem, ne? In tle to vedenje, neko izmikanje, izguba stika, zapiranje vase, beg bolj v družbo. To so tudi neke stvari, ki se načeloma morajo zgoditi v času najstništva. Najstništvo je obdobje, ko gre otrok iz otroštva v odraslost postopoma in takrat se mora osamosvojiti od staršev. To je pač namen tega, da postane samostojna osebnost. Najstniki so tudi nekako, jih vleče k temu, da riskirajo, da poskušajo nove stvari, da eksperimentirajo in je prav, da to počnejo, ker v najstništvu se dejansko začenja razvijati neka samostojna osebnost. In da ti veš, kdo si, kje so tvoje meje, kaj je okej zate in kaj ni, moraš pač to probati. Kar ne pomeni, da probaš droge, ampak ne, in tudi če gledamo recimo te nekako starodavne kulture ali pa domorodna ljudstva, tradicija je ta, da imajo ljudje v prehodu iz otroštva v najstništvo, imajo iniciacijske obrede. In iniciacijski obred je namenjen natanko temu, nekaj prestopu iz enega nivoja življenja v naslednjega, ne? In tle je treba narediti eno stopnico gor. In to v današnjem času zelo manjka. Iniciacijski obredi zelo manjkajo in je vse skupaj nekako zabrisan. In jaz močno verjamem v to, da uporaba drog in tveganja, ki jih najstniki sprejemajo, so tudi nek nezaveden poskus najstnikov k iskanju teh iniciacijskih obredov. Problem je pa samo v tem, da si to delajo sami, brez vodstva, ne? Ker pomen iniciacijskih obredov je v tem, da se naredijo pod vodstvom nekoga starejšega, izkušenega človeka, ki te nekako malo pelje čez to. Moraš sicer sam narediti, ampak te pa pelje čez to. Res je pa tudi to, da iniciacijski obredi pač domorodnih kultur se velikokrat tudi tragično končajo, a ne? Tam ni nujno življenje, ne? Ta močni preživijo, ta šibki pa ne. In to je neka stvar, ki jih sodobna družba seveda ne moramo kar reči, ja, pač boš pa umrl, a ne. Tako da tle, jaz mislim, da in tudi uporaba substanc oziroma snovi za spremenjena stanj, za doseganje spremenjenih stanj zavesti so v domorodnih kulturah nekaj dosti običajnega, ne. Vendar je treba vedeti, da je tam vezana tradicija na uporabo teh snovi, da imajo obrede posvečene temu, ki se uporabljajo že stoletja, tisočletja, da je neko vodstvo, da cela skupnost v bistvu stoji za tem, ne. To je nek kontejner, v katerem se lahko ljudje grejo iz ene stopnje življenja v drugo. Tukaj pa pač najstniki s tem sami eksperimentirajo. In v najstništvu se razvija, to je obdobje razvoja prefrontalnega režna možganov in prefrontalen režen možganov pri pač ljudeh nam pomaga v tem, da znamo predvidevati stvari, načrtovati, predvidevati nevarnost in se tudi racionalno odločati, kaj bomo naredili, ne. Recimo, če jaz hočem iti plezati, ne, bom poskrbela za to, zato ker pač hočem preživeti, bom poskrbela za to, da bom šla najprej na tečaj plezanja, pa si bom kupila opremo, bom dobila enega soplezalca, ki me bo znal vrvati, ki mi bo povedal, kako bo, in potem bom šla plezati. Se pravi, bom sprejela neko tveganje, ampak bom vnaprej načrtovala, na kakšen način bom to naredila, da se bom lahko zaščitila samo sebe, ne. In najstniki pa tega prefrontalnega režna nimajo še povsem razvitega, ampak se jim pa v tem obdobju razvija. In zato morajo malo riskirati, malo rizika mora biti.
Zato, da znajo potem predvidevati, tole je zame nevarno, tole ni nevarno, tole bom naredil, tole ne bom naredil. Druga stvar, ki se mora pa v najstništvu zgoditi, je pa ta, da se najstniki naučijo regulirati emocije. V najstništvu so emocije zelo burne, se zaljubljajo, se jezijo, so žalostni, so depresivni, vse sorte se dogaja. In te emocije so burne in v tem obdobju se mora človek naučiti nekako samo regulirati. In droge prinesejo pa ravno te dve stvari, dajo nek riziko, nekaj nevarnega delajo ljudje, nekaj, kar je prepovedan, nekaj, kjer jih ne smejo odkriti, plus zelo intenzivne emocije dajo človeku. Poleg tega imajo pa tudi zelo močen vpliv na naš nagrajevalni dopaminski sistem. In dopaminski sistem, ta nagrajevalni krog dopaminski, je pa spet narava naredila zato, da je nekako z ugodjem in z motivacijo nagradila vedenja, ki so za nas evolucijsko pomembna. Iskanje hrane, seksualnost, božanje, ne vem, pitje vode in take stvari. Se pravi, ko človek nekaj vloži in potem pride do hrane recimo, poje tisti in je pa zadovoljen, se sproži dopamin. Droge, predvsem tiste, ki veliko dopamina sprožajo, pa sprožajo res mnogo več dopamina. Ampak na nivoju možganov je to isto. Aha, tole je zame preživetveno potrebno. Se pravi, če najstniški možgani pridejo v stik s substanco, ki sproža veliko dopamina, se jim bojo vzpostavili te zelo močni nagrajevalni dopaminski mehanizmi in njihovi možgani bojo začeli povezovati drogo s preživetjem v bistvu. In tle se zelo hitro lahko, pač nevroplastičnost je izredno bogata v najstniškem času in tiste poti nevronske, ki se takrat vzpostavijo, ostanejo, jih je težko pol težje spremeniti, recimo, kakor nekaj, zato se tudi hitreje učimo, otroci se zelo hitro učijo, odrasli rabimo dalj časa, da se nekaj naučimo. Zato je to pač tak problem, da pač ljudje zelo zgodaj, v zgodnjih letih pridejo v stik s substancami, ki zelo močno vplivajo na sproščanje nevrotransmiterjev. Glede kontakta bi pa še to rekla, pač na stiku z otrokom je treba začeti delati v bistvu že takrat, že med nosečnostjo ali pa že prej. Tako da preventiva bi se mogla začeti že preden človek sploh načrtuje otroka. Je pa problem v tem, da večinoma imamo otroke takrat, ko niti podrazno nismo še emocionalno zreli za to, kar pol se tudi pozna več ali manj, ampak ne, tako pač je. Tako da stik z otrokom je fajn imeti res že od začetka, vendar je pa tudi pomembno, da imajo starši stik sam s sabo in da pač so v nekem varnem notranjem okolju. Ker če so starši ves čas v stresu, bom imel službo, ne bom imela službo, kaj se bo zgodila, bom izgubila stanovanje ali ne bom, ti ne ostane zadosti prostora psihološkega za to, da sploh lahko daš nek varno okolje otroku. Vidimo pa, da nič od tega ni garancija za to, da se ne zgodijo pa pol tudi stvari. Tako da nikoli ne moramo z nečem, kar počnemo, absolutno preprečiti stvari. Lahko se trudimo najboljš, kakor lahko, potem pa je pomemben, da pa pride do krize, jo pa poskusimo rešiti in plujemo s tokom. Gospod Zoran Milivojevič, kaj če smo zamudili to bistveno fazo navezovanja stika ven iz nosečnosti, če smo bili pod stresom, če smo bili mama in oče, mogoče ne vem, v nepravem odnosu ali pa v nezdravem odnosu. To je ena stvar, kaj takrat narediti, če smo to zamudili, potem pa se zavemo in potem bi radi na hitro stvari popravili. Kaj smo s tem pokvarili? Smo kaj popravili? Sve ima svoj tempo, tako da bolje da se neko, da kažem, osvesti da radi neke napake, pa možda ih promeni u budućnosti, nego da ih ponavlja i dalje, non stop. Tako. Sad, znate, niko nije idealan roditelj i ovo što je doktorka Mina rekla, to je isto vrlo važno. Mnogi ljudi žive u zoni preživljavanja. Znači, mama ima 2 službe, ima 3 dece iz 3 braka, sad je sama, starije dete, najstariji je kao neki pater familias i tako dalje, tako dalje. Tako da
ne treba ljude osuđivati, znači ljudi se bore, trude, kao što ste vi rekli na početku, roditelji imaju dobre namere, a kad shvate da su pogrešili, to je onda malo problem, jer obično shvate dosta kasno. Znači imate tinejdžera koji je buntovan, a prava stvari, znači roditelji su bogovi kad je dete 2, 3, 4 godine, pa onda polako tako postaju obični ljudi i definitivno kroz taj tinejdžerski moment ti bogovi padaju i deca vide roditelje onake kakve jesu. Mislim, oni imaju motiv, znači ja sam veliki, ne treba mi mama, ne treba mi tata, mogu sam, a oni su neka mešavina i odrasle osobe i deteta i onda je to teško. Ono što svakako preporučujemo, to je družinska terapija. Znači, bolje da neko sa strane koji vidi, je li tako, i to neku suptilnu komunikaciju i ta čustvena isceljevanja i tako dalje, pa još ako su tu mama, tata, pa možda još neki brat ili sestra, onda to socijalno polje može značajno da doprinese da osoba krene u dobrom pravcu. Ali, kao što je rekla koleginica, nema garancija i neki put uspe i 7. puta. Da, i onda je u stvari ono što ste rekli na početku znači upanje. Nada. Pa znaš, ovaj put će biti drugačije, pa gore, dole, ali eto, neki su vrlo persistentni, istrajni, kao naša Saša. Tako, ustrajna in brutalno iskrena. Saša, ste želeli dodati nekaj? Prosim? Ste želeli nekaj dodati? Ne, strinjam, da me res poleg ljubezni poganja to večno upanje in da se ne predam, ker bolezen načelno je mogoče zdraviti, je sicer dolgotrajen, trd boj, vendar vsekakor imam upanje. Ampak kljub vsemu ste pa, kot sem že prej omenila, brutalno iskreno piše in v enem trenutku se Sandra pravzaprav vpraša, kdo si Jon. Počasi postaje neznanec, tujec v njihovem domu. Ždi v sobi, gleda kriminalne filme, kadi travo in cigarete, po tleh ležijo smrdljive, umazane, razmetane obleke, na mizi ostanki hrane. Potem se gleda v ogledalo, sem dovolj hud, močan, nevaren. Oponaša filmske like, črna trenirka z belo črto, temna bunda, beli športni copati, dezodorant, parfum, gel za lase. Kam greš, Jon? Ven. Kdaj prideš? Pridem, ko pridem. 4 mladeniči, med njimi je Jon, se usedejo v Mercedes serije C, črne barve, trava in kokain. Saša, poleg vse te vztrajnosti, ki ste jo imeli, seveda, kot sta oba doktora medicine že tudi omenila, so bila nihanja, ves čas. Pa je že upanje se zasvetli, pa spet pade. Skratka, začaran krog. Veliko govorite o začaranem krogu. Doza, cesta, upanje, zapor, pa pride domov, pa je trenutek, ko ne morete več soobstajati. Pa spet se pojavi upanje. In znotraj tega se čuti v vaši knjigi tudi vprašanje, ali imam kaj zraven, oziroma koliko imam zraven, oziroma ta občutek krivde ali pa samo obtoževanja. Kako ste upravili s tem? Ker v nekem trenutku je jasno, da ste s tem upravili, da ste sploh lahko šli naprej. Ja, faza samoizpraševanja je bila prisotna. Seveda, to so neke analize, a sem vse naredila, sem prav naredila, kaj sem narobe naredila. To je čisto en normalen proces, pač sem šla sama skozi to s pomočjo psihoterapevtov, tudi Zorana, recimo sva se o tem veliko pogovarjala, ampak jaz se pravim, jaz sem nudila to, ker sem jaz imela, kar sem lahko dala. In tukaj mislim, vse sem naredila, kar sem lahko, kar je lahko mati dala v danem trenutku. Tako da nima smisla, ni idealne družine skoraj, tudi moja nikakor ni bila, tudi sinova seveda, v kateri je odraščal, brez očetovske figure in jaz sem delala za 2 in tako naprej.
ampak kljub vsemu vem, da sem dala vse, kar sem znala in vso ljubezen. Saša, kdaj ste vedeli, da morate sebi pomagati? Enostavno ste v enem trenutku, tudi v knjigi se začuti, prvo je bilo to študiozno lotevanje, ne, da ste vse brali, naštudirali, skratka se izobrazili o vrstah droge, o načinih delovanja, o vseh teh zadevah, kaj se pravzaprav dogaja s sinom. Po drugi strani ste pa vedeli, da morate poskrbeti zase. S psihoterapijo, kako ključno je to, tudi za izide kasneje? No, najprej, če se navežem na začetek vašega vprašanja, ko se je to začelo s sinom, ta pot, recimo, no, že v puberteti in pol vedno huje, sem se z možem znašla na popolnoma neznanem terenu. Niti slučajno nisva si mislila, kam to še lahko pripelje, nič nisva vedela. Vse je bilo, kot bi se učila abecede, A, B, C. Šla sem najprej v društvo za pomoč zasvojenim in staršem. Prečitala vse možne internetne strani, se pogovarjala z zdravniki, s terapevti, brala knjige, pa še vedno tudi Biblijo, doktor Milivojevič, jaz rečem Biblija, ta knjiga, igre, ki jih igrajo narkomani, ker je v njej vsa resnica. Najhuje je to, ker na začetku si niti ne predstavljaš, da bo to tako. Ena cigareta trave, ne, in v redu, mogoče radovednost, eksperiment, pa smo se pogovarjali, pa vse tako. Ampak stvari so pač začele uhajati iz rok in nekako se je vse stopnjevalo in vedno huje, vedno več pomoči sem pravzaprav rabila in mislim, da sva res, s tem, da se je pa tudi sin upiral zdravniške pomoči, ne, sva šla recimo v Moste na CZOPD ali pa na projekt Človek, kjer je mogel dati urin in je bil pozitiven in je dal ali ni, se je jezil in upiral, tako je bil pač v tej fazi popolnoma neobvladljiv, no, čeprav jaz sem dobesedno od Poncija do Pilata sva hodila, no, in pač se ni dal nič ustaviti, saj sin zdajle, ki ga jaz večkrat sprašujem, prav mami, v tistem obdobju me ni bilo moč ustaviti, je bila pač družba prevladala in nek svet nama z možem popolnoma neznan. In res je bilo hudo in zdaj še. Razveseli se svoje polnoletnosti, zdaj mi ne morete prepovedati nič več, zdaj bom sam svoj gospod. Kar zunaj počakaj, sem polnoleten. Čisto običajen torek je, ura je 11 in Sandra stoji pred ambulanto ter drži v rokah Jonov izvid. Jon je odvisen od marihuane in pomirjeval. Pripisani so napotki, kako naprej s strokovno pomočjo. Strokovnjaki torej obstajajo, znajo, vedo. Jon greva, situacija je resna. Joni izpuli izvit iz rok in ga strga. Sovražanje do nje, sovražanje do zdravnikov. Tako se dan zmrači, ves svet se zmrači. Gospa Mina Paš, situacija se zna precej zaplesti v resnici, ko odvisnik ali pa na poti odvisnosti postane polnoleten. Ker do tja ima še starš vsaj neko legitimno pravno pravico oziroma dolžnost v resnici, da lahko posega v njegovo življenje. Kaj pa potem? Kaj v takem primeru? Sašin primer oziroma primer Sandre tudi v zgodbi je točno jasen, ne, da je sin rekel ne, zdaj sem jaz v resnici svoboden v svoji kletki, v kamor je lezel. Ne. Jaz mislim, da tukaj leta niti ne igrajo take velike vloge. Ne. Zagotovo polnoletnost je nekaj, naredi neko spremembo že v tem, da do polnoletnosti ima nekako državni aparati, centri za socialno delo in tako imajo neko moč, tudi neke odloke ali pa ne vem, odločiti, kaj z otrokom bo, ampak v končni fazi to ne pomaga prav dosti, a ne.
In dejstvo je tudi to, da tudi v ljudeh, ki so že stari 40-45 let, še vedno živijo ali te uporni najstniki ali pa ranjeni otroci, s katerimi je treba delati. Tako da te deli vedno ostanejo v nas in mislim, da je to bolj nek to, da človek reče, zdaj sem pa 18, zdaj mi pa nič več ne moreš, da je to bolj neka, kaj pa vem, ni nekaj, za kar bi se bilo prav zelo zaprijetno, ker ni prav velike razlike, je človek star 16 ali pa 18. Ampak v pravnem smislu pa je, v primeru, ko je bil zaprt, ko je prestajal kazen, Saša oziroma Sandra ni mogla do sina, v tem smislu. No, to zagotovo je, tudi pri 18 rata človek bolj odgovoren za svoja dejanja. Se pravi, tako v zakonskem smislu, se pravi, če pri 18 narediš kaznivo dejanje, imaš zagotovo druge posledice, kot pa če ga narediš pri 15. Tako da tukaj je zagotovo razlika, ampak recimo mi se v svojem delu na Drogartu mi zelo veliko delamo z mladimi in v zadnjem času, sploh zdaj po tem obdobju covida, ko so bili otroci zelo izolirani in je imeli to katastrofalne posledice za psiho otrok, da ne omenjam ekstremnega porasta odvisnosti od tehnologije in pa tudi z uporabo drog so šli otroci precej gor zdaj v času covida. Zaradi različnih razlogov, tudi zato, ker so dejansko imeli izjemno hude duševne stiske, depresija, suicidalnost, anksioznost je zelo porasla v tem času izolacije in so si nekako poskusili te stiske tešiti oziroma poskusili samo zdraviti tudi s substancami, ki so jih dobili na ilegalnem trgu, ker so pač enostavno dostopne. In vidimo zdaj res, mislim se tudi jaz delam na tem področju že več kot 20 let z uporabniki drog in je kar velik izziv za nas tudi delati s temi mladimi ljudmi, ki so kar precej eksperimentirajo z drogami že, ki so racionalno izjemno odrasli in razmišljujoči, se pravi imajo en del sebe, ki je zelo pameten, zelo razvit, zelo se lahko z njimi, takole se lahko z njimi pogovarjaš, potem je pa en del, ki je popolnoma otroški in nezreguliran. In je to zelo zoprna kombinacija, ker si ti racionalno lahko s otrokom, zelo imajo prisotnega tega odraslega, ki še vedno, seveda ni čist formiran odrasel, ampak se da z njimi pogovarjati. Potem je pa en del, ki je pa čist neskontroliran. In če temu otroku daš v roke neko tako zelo močno stvar, kot je nek opijat ali pa ekstazi ali pa karkoli, se bo zelo težko zadržal. Že če daš otroka en kup čokolade pred sabo, ne bo rekel, eno bom, pa ne bom, ker se bom slabo počutil. In je kar težko delati s tem v resnici. Mislim pa tudi, da moramo vedeti, da ta odvisnost od tehnologije, ki jo zdaj otroci imajo, je zelo zaskrbljujoča stvar. To sem jaz enkrat že rekla, ker sem gledala en kup otrok, ki so sedeli v parku, čist mečkani otroci, stari recimo začetek osnovne šole, vsak za svojim mobilnim telefonom, pa so nekaj igrali igrice pa gledala. In sploh niso pozorni bili na okolico. Če bi si tistih 5 otrok štimal, ne vem, črtice kokaina, tam bi vsi v luft skakali. To se nam zdi pa popolnoma normalno. Za nagrajevalni sistem, na to še na motne pozornosti, na nesfokusiranost ima pa to popolnoma isti vpliv. Ampak tukaj smo pač na point of no return, tukaj ne moramo nazaj. To je tehnologija ratala tako močen sestaven del našega življenja, da se je treba tudi tukaj začeti ukvarjati zelo zmanjševanjem škode. Tako da vsi, malo sem zdaj zašla, ampak se mi zdi pomemben tudi te stvari omeniti, da malo širš vidimo. Absolutno. Sem pa zdaj razmišljala, ste rekli, da če bi črtice si delali, vlekli karkoli, bi šli v luft. Pri zasvojencih z drogami se tudi telesno začne zelo hitro pojavljati, zasvojenci z nekemičnimi substancami ali tehnologijo, pa sej so tudi fizični znaki, ampak je spet mogoče en poseben način prepoznavanja,
sej druga zgodba, ampak mogoče sem tako. Želela sem namreč, Saša, vas, ne, vi ste gledali sina, oziroma Sandra je gledala sina, kako je pri, bom rekla, mladem, lepem, zdravem telesu propadal. Vemo, kaj se dogaja odvisnikom, ne? Od hujšanja do izgube zob, do, ne, mislim, zelo nazorno opisujete, kaj se je dogajalo sinu. In eden najbolj pretresljivih prizorov v knjigi je zagotovo, ko smo že omenjali kolo, ko nehote srečate pravzaprav svojega sina v Ljubljani z kapom šiltom, sključenega na kolesu, veste, da je vaš otrok, veste, v kakšnem stanju je, veste, da propada in ne morete nič. Kako to propadanje fizično, tudi potem, ko omenjate, da ste na kavi, da ga vidite, kakšen je, ne? Kako ste s tem, kako ste to preživeli, no, čisto po? Niti sama ne vem, kako je to hudo, ker ne vem, je to vez mati, otrok oziroma sin, ko je bil sin majhen, če je padel in se je udaril v kolen, recimo, je tudi mene bolel, sem isto tako čutila. V tem primeru pa, v tem svojem odvisniškem življenju je pač izpostavljen mnogim nevarnostim in seveda uživanje drog prinaša zdravstvene težave, tako da sem bila večkrat popolnoma res tako žalostna in prizadeta, ker sploh nisem vedela določenih stvari, ne, kot piše recimo, ko sva šla zdravniku in sem mislila, da ima nahod in je zdravnik ugotovil, da ima uničen nosni pretin zaradi snifanja teh zdrobljenih tablet in tega skozi nos. Jaz sploh vedela nisem, da je to možno, da to obstaja. Potem, ki je imel zadebeline na nogah, na mečih, ne, in je zdravnik povedal, da je to od injekcij, od špikanja in to sem tudi prvič slišala in videla in meni so se tla majala, res grozotno, ne, in še mnogo teh prizorov in na koncu koncev je to res ta nemoč, da ne moreš vplivati na to, na ta propad telesa in tudi uma, jasno, in ko se srečujeva, Jan je pogosto na kolesu s čepico, kolo je njegova svoboda, njegovo prevozno sredstvo. Ta srečanja so bila tudi marsikatera zelo pretresljiva, tudi brez kolesa, ko je praktično po kolenih hodil po cesti, toliko je bil izmučen, ni mogel na nogah stati, pa suh, 50 kil in popolnoma nemočen, ne veš, kako pomagati. Veliko teh prizorov je za mano. In tudi zelo nazorno opisanih v knjigi. Gospod Milivojević, ves čas sem se spraševala, ne, ko sem brala Sašino knjigo, kje je meja med podporo in potuho. Kako lahko mama, ki vidi take prizore, jaz sem tudi sina, ne, in seveda sem ves čas čutila to neko, zato sem mogoče se lahko še bolj jasno spraševala, kako lahko sebi kot mami, kot staršu postaviš to mejo, da veš, da ne smeš več podpirati zato, ker s tem škoduješ otroku. Ne vem, s tem, da mu nakažeš denar, s tem, da, a ne. Ta meja, potuha, podpora, kaj menite? Ono što mi imamo sve više u praksi, to je da dolaze, ili ovako da počnem malo drugačije, znači u knjigama deca su zanemarena, maltretirana, pa zbog toga imaju neke devijacije i tako dalje, pa onda dolaze na terapiju, pa onda terapeuti shvataju koliko je problem što roditelji ne pokazuju deci ljubav, pa pokažite ljubav, pa će biti sve u redu i tako dalje. Međutim, nama dolaze u poslednje vreme, kad kažem poslednje vreme, znači zadnjih 10-15 godina, klijenti koji su bili kao deca voljeni. I to je sad interesantno, tako. Zašto voljena deca dolaze na terapiju? Pa zato što nije bilo ono drugo, znači disciplinovanje, priprema za život i
postoji nešto što zovemo trauma javnosti. Šta to znači? To znači, ja se rodim, mama i tata me vole, baka, jedna, druga, dolaze družinski prijatelji, čokolada, I posle jedno 30 takvih ljudi, onda ja zaključim da je to tako na ovom svetu. Znači, ja ne razlikujem intimni socijalni svet od onog javnog socijalnog sveta, kao što je sad, na primjer, jer u intimi ljudi su, znači, bližina, blizu, ljudi su blizu i tu je posebna vrsta, da kažem, ljubavi, kontakta i tako dalje. Ali kad izađete u spoljašnji svet, znači, dete dođe u vrtić i druga deca ga onako, znaš, ko je ovo, šta je ovo? I onda ga ignorišu. I sad šok. Znaš, kod kuće sam centar sveta, a ovde mi niko ne obraća pažnju na mene, znači ja ništa ne vredim i tako dalje. Tako da, bitna je ta priprema za život i, znači, ljubav sama po sebi nije dovoljna, to definitivno, i to je to. Sam još nešto pitali. Potuha, potpora, da. Znate, to ne znamo. Zato je uvek dobro uključiti profesionalce. Jer roditelji, kao što sam rekao, s jedne strane spašavaju, a sa druge strane održavaju problem. Obično nekim nezavednim mehanizmima. I, recimo, vrlo spomenuli ste osjećanje krivde, znači krivice. Jer nemoguće da sam bio dobar roditelj ako je moje dete tako i tako. Međutim, nije baš tako. Mislim, to je ovo što sam rekao malo pre. Znaš, možda daješ ljubav, ali danas imamo, kao što je rekla koleginica, imamo internet kao trećeg roditelja. Znači, to sve ulazi u njih, družine su se malo promenile, je li tako? Uloga babe i dede je isto malo drugačija. Deca se više ne igraju toliko zajedno, nego dođite kod nas da se igramo, pa ćemo kod vas. Znači, ulice su postale opasne, svet je opasan i sve je to u stvari jedan miks koji ulazi, je li tako, u glavu i onda na osnovu toga imamo sklonost ka raznim problemima. Sin je rasel, poglabljala se je tudi njegova kletka, če lahko tako rečem, ampak Saša oziroma Sandra je ostajala zraven. Ob vikendih Sandro potujeta v Lignano. V njuni prtljagi čemijo tudi steklenička z metadonom za vsak dan ena. Lignano v zgodnji jeseni ju sprejme v svoj objem, kopata se, mečeta bumerang, tekata po plaži. Danes si bom pa kar sam pripravil kosilo, je duhoviti on. Sandra na jedilni mizi zagleda pogrinjak, na njem pribor, kozarec vode ter bel krožnik, na katerem zmagoslavno leži majcena zelena tabletka paurina. Prišlo je tako daleč, da pravzaprav bomo menili še eno stvar, da ko je prestajal kazen, ki je v zaporu, ste bili vi mirni. Zakaj? Ker ste vedeli, da je na varnem, da ne bo zmrznil, da ga ne bo povozilo, da ne bo padel v reko, da ga ne bo vlak povozil, kot se je skoraj zgodilo. Hkrati na nek način pa tudi veste, da če želite, da je ob vas, na nek način morate sprejeti to tabletko paurina. Kako je s tem, Saša? Kako? Najprej bi povedala, da usporedno z uživanjem drog, trdih drog, pride tudi odvisnost ponavadi od tablet, ki vsebujejo recimo benzodiazepine, in sin je tudi od njih odvisen, ker to so potem neke kombinacije med drogami in temi pomirjevali in doseganje nekih učinkov in počutij in tako naprej. In menda je odvajanje od tega še dosti hujše. To pač konzumira že dalj časa, te mešanice, ne samo kadar je na cesti, recimo tudi v zaporih vzdržuje to stanje neke omame, poleg nadomestne terapije prejema, to se pravi metadona ali buprenorfina še,
kar precej nekih dodatnih tablet, tako da je tudi v bistvu v zaporu omamljen in tudi v takem obdobju, kjer sem jaz sicer doma mirna, je nemogoče z njim kakršnokoli realno debato, pogovor izpeljati, ker je neprestano v tem svojem paralelnem svetu. Še nekaj ste me vprašali na koncu? Ja, to, ne, kako pravzaprav, če želite biti z njim, ne, preživljati čas z njim, so pač tu zdaj nova merila, ne, ki jih morate. To niso merila niti, to je nujno zlo, to moram sprejeti, to oba z možem sva neprestano skozi z njim v stiku, v kakršnikoli situaciji, midva ga nisva še zapustila, nisva mu odklonila pogovora in pač največ smo pa skupaj seveda, kadar se odloči, ne, v teh res redkih trenutkih lucidnosti oziroma kadar pride tako telesno ne, že daleč, da naj prosi za pomoč in takrat pač skušava pomagati pri njegovi spremembi, odločitvi in nekako sva se na vse to kar navadila, no, ampak jaz s tem aporinčkom na krožniku, to je bilo malo heca, ker me sin včasih malo s humorjem skuša, pa se malo bolj smejeva vseh hecev, ampak to je tudi del odvisnosti oziroma ali pa neke terapije, ki je priprava na detoksikacijo. No, preden počasi začnemo zaključevati pogovor in seveda damo priložnost tudi vam za kakšno vprašanje. Gospa Mina Paš, kako zelo pomembno je za dober izid, če rečemo, da je dober izid, izstop iz te kletke zasvojenosti, kako zelo pomembno je recimo to, kar počne Saša, ta neomajna vera, kot počneta Saša in mož, neomajna vera bližnjih, da vsakič znova ne obupajo in to je prvi del vprašanja in drugi del vprašanja, ali to karkoli pomeni, če odvisnik ni pripravljen reči, rabim pomoč. To sta verjetno dve komponenti, ki sta tudi povezani, ali ne? Mislim, tle je stvar kar kompleksna v bistvu. Zagotovo je pot iz odvisnosti je zelo težavna. Ljudje se morajo, to je res je težko prideti ven iz tega. Ne? Prvič je treba soočati s telesnimi abstinenčnimi simptomi, to je še najmanj. Potem pa s treznim življenjem, vse pride nazaj, kar si tlačil dol vsa ta leta, zamujenimi priložnostmi, imaš pač ljudi, ki so začeli uporabljati droge res že v najstništvu, niso končali šole, potem po 15 letih rečejo, ok, zdaj imam pa jaz tega dosta, ne? Se spucajo, pridejo k sebi in pol so soočeni z realnostjo, kaj lahko delajo z dokončano osnovno šolo, zamujeno izkušnjo enega velikega dela življenja, ne? To so socialno zelo neizkušeni ljudje, imajo veliko izkušenj v enem področju življenja, ostalo pa ne, tako da je težko, tudi to soočanje z realnim življenjem, potem ko pride človek ven iz odvisnosti, je zelo težko, no? In rab človek veliko motivacije za to, da pride ven iz tega. Tako da jaz izredno spoštujem vsakega, ki se bori za to, da bi prišel ven, ne? In tudi spoštujem in razumem to, da padejo, da gre spet nazaj naokrog in to se pač dogaja. Ta stanja zasvojenosti taka so. In recidivi so del zdravljenja, tukaj nimamo kaj dosti in dejansko rab človek res veliko moči in motivacije, da pride ven iz tega. In seveda podpora ljudi, ki ga imajo radi, je tukaj zelo pomembna, ne. Je pa tudi zelo pomembno to, da ljudje, ki so ob človeku, tudi poskrbijo zase in da postavljajo meje ne njemu, človeku, ampak sebi. Da ljudje, ki so v stiku z težkimi situacijami, se moramo vprašati, ok, kje je pa moja meja tukaj? Tole sprejmem, tegale pa ne. To je moja meja in to s tabo komuniciram. Se pravi,
Če se človek na neki točki odloči, ne morem biti ob tebi, je to tudi popolnoma legitimno, ne? Ker ne gre v nedogled in je zagotovo boljš, da avtentično reče, zdaj le pač ne morem, kakor pa da iz njega pozicije žrtve pomaga in potem gre v ta krog reševalec, to, kar je gospod prej rekel, reševalec, ne, preganjalec žrtev in tako to ni ravno najbolj evolutivno. Tako da tukaj je, mislim, res je, to so res kompleksne in zelo komplicirane situacije, tako da je zelo pomembno stopiti ven iz krivde in si dovoliti tudi to, da rečeš, ok, zdaj le pa ne moram. Ne. Mogoče poskusiti vseeno pomagati človeku najti neko drugo podporno mrežo, če je pripravljen na to, ampak si dovoliti tudi malo pauze vsake toliko časa, če pač ne zmoreš več. Ne. V kakšnem odstotku uspe? Ne vem, pa tudi ne maram v bistvu operirati z odstotki, ker uspeh zdravljenja ni nujno abstinenca. Lahko so ljudje, ki vzdržujejo abstinenco, še vedno izjemni ujetniki svoje odvisnosti, a ne? Ali grejo kakšno drugo odvisnost, ali se pa celo življenje identificirajo kot odvisniki. In je sicer v enem delu je to fajn, a ne? Da ves čas veš, da tukaj je nevarnost. Ne? Tudi če si še 10 let čist od droge, lahko se nekaj zgodi, pa boš padel spet noter. Se pravi, da imaš ves čas tlele v zadnji, ok, na tole moram paziti. Tako kot nekdo, ki je, ne vem, družinsko zelo obremenjen z diabetesom ali pa s kardiološkimi težavami, mora vedeti, da mora malo bolj nase paziti. Ne? Je pa problem v tem, če človek celo življenje ostane ujetnik tega in nikoli ne živi svobodno. Tako da zame je ozdravitev to neka ta osebna svoboda, odprtost, ne? Da človek neha biti ujetnik droge, ujetnik odvisnosti, ampak on postane gospodar svojega življenja. In za nekatere ljudi je to, da lahko občasno še vedno uporabljajo droge. A ne? Seveda to ponavadi pri ljudeh, ki so bili telesno odvisni od določene substance, je to skoraj nemogoče, zato ker ima telo tako močen odziv, takoj ko pride spet v stik s substanco, od kjer je bil človek telesno odvisen, da je res praktično, ni nemogoče, ampak zelo težko nekako vzdrževati neko kontrolirano rabo. A ne? Ampak za marsikaterega, recimo uporabnika drog, s katerimi tudi mi delamo na Drogartu v smislu zmanjševanja škode, je svoboda to, da substanca postane mogoče nek ne vem, občasen del njegovega življenja za določene stvari in se ljudje počutijo bolj svobodni s tem, ne? Da lahko, da ima on izbiro, kdaj bo nekaj vzel, koliko bo vzel, če bo sploh vzel, ali pa da reče, ne, danes pa ne bom. Ne. Tako da tle ozdravitev je, za moje pojme je ozdravitev to, ko človek čuti, da ima krmilo svojega življenja v svojih rokah. Kako pa to zgleda na ven, je pa lahko zelo različno. Ne. No, mogoče ravno v tem, kako to zgleda na ven. Ne. Prej ste rekli, gospod Zoran Milivojević, da ne, včasih je veljalo, ne, da zasvojenci so tisti luzeri, ki nobenega nimajo, ki itak ne vejo, kaj bi sami sabo. Zdaj pa vemo, ne, da so to zelo inteligentni, bistri ljudje, ne, tudi sin je izjemno inteligenten, skratka, vendarle, kakorkoli obrnemo, je še vedno stigma na tem. In ni samo stigma na tem človeku, ki je uporabnik droge, ampak je stigma tudi na družini. Kako to reševati, ne? Pa bo potem tudi Saša sama povedala, kako se je to doživljala, ampak kako se braniti, ne? Mi smo del družbe in tako kot otrok rabi biti potrjen, rabimo na nek način biti potrjeni kot družina, tudi od družbe, oziroma vsaj, ne? Kako s temi stvarmi? Pa, mnogi problemi u životu nastaju tako što želimo da impresioniramo druge, želimo da nas drugi prihvate i tako dalje. Tako da, ja mislim da u većini porodica koji imaju tako nekog teškog zavisnika, da je stigma nešto o čemu oni najmanje razmišljaju. A drugo, znate, to se može desiti svakom. Znaš, to je kao kad bi neko ko je dobio karcinom sad stigmatizovan. Znači, karcinom može svako dobije i onda ljudi saosećaju. I jedan, recimo, ja mislim da je mnogo ljudi došlo večeras, ali to je upravo to, znaš, kao, eto,
Znaš, neka žena se otvorila, napisala je knjigu o svojoj sudbini, sudbini svoje porodice, svog sina i tako dalje, i onda ljudi saosećaju. Znaš, to je kao vi ste, čim vi ste rekli malo pre, ja kao majka, ja imam sina. Znaš, kažite mi kako. Tako da, ta stigma, to je bilo, recimo koleginica nešto pričala, na početku je bio takozvani moralni model. Znači, ako se neko drogira, ako neko pije alkohol i tako dalje, onda je on loš karakter, pokvarenjak, znaš, onda je medicina uspela da nekako objasni da je to bolest zavisnosti, ali opet, kao što je koleginica rekla, odlično ste inače pričali, meni je bilo super da vas slušam. Kao što je rekla, ne možemo redukovati to na bolest. Znači, nije to samo bolest, nego u stvari jedan kompleksan biopsihosocijalni problem. I za rešavanje toga nije dovoljno medicina ili neka preventivna predavanja. Znači, moraju svi faktori da se uključe, jer, recimo, smatramo kad neko uđe u taj krug droge, da on tokom svoje karijere nekako uvuče u sve to 3 do 5 novih. Tako da, znate, i prevencija, i kurativa, i tercijarna rehabilitacija, sve je to važno. Ja sam počeo kao student medicine, mi smo radili tu resocijalizaciju. Znači, oni su se skinuli, nisu više zavisni, ali šta sad? I onda oko njih 3, 4, 5 studenta, pa smo ih malo socijalizovali. Znači, vodili po gradu, išli s njima za vikend, vodili ih na Lastovo, na letovanje i tako dalje. I to je bilo, ali dobro, to je bio socijalizam. Saša, za konec, preden res damo še priložnost vsem vam. Zoran pravi, najmanj se ukvarjamo s stigmo takrat, ko se moramo ukvarjati pravzaprav z preživetjem ali kakorkoli. Kako je bilo pri vas, kot družina? Tako, jaz mislim še tole generalno, bolj si družba zatiska oči pred tem problemom, večja je stigma. Zdaj, velikrat so pač odvisniki deležni raznih nalepk, džanki, izguba in tako naprej. Družina avtomatično dobi en črn madež, pa se ljudje sprašujejo, pa grozen, pa tam tako malo bolj nadaleč mogoče. Mislim, jaz osebno sicer nisem bila deležna, ampak ker nihče pravzaprav iz moje bližine skoraj ni vedel o tem problemu. Midva sva z možem to sama reševala, vse stvari, in prijateljev nisem želela obremenjevati s tem, ker je to prehud pa grozen problem. Tako da, mislim, ne vem, kako bo zdaj sicer, ker sem se tako v javnosti pač odkrila. Odziv je kar močan, tudi mediji so se zelo odzvali na vse skupaj. Zelo sem hvaležna tudi medijem, da so tako sočutno to knjigo sprejeli in to problematiko, ker mislim, da je bila zadnje čase malo odrinjena na stran in je prav, da se o tem govori in da jaz se veselim še kakšnih okroglih miz strokovnjaki na temo preventive in tudi kurative seveda, predvsem pa za starše, ker mi smo zgubljeni v tem svetu, ko se nekaj takega zgodi v družini, popolnoma nepripravljeni, ne vemo kam, kako odreagirati. Prej smo se o teh mejah pogovarjali, to je za mene zelo težko, kot za mati, ta meja med čustvom in razumom in se to neprestano človek sprašuje, ker svojo napako lahko naredim več škode sinu in vse, kar počnem, mora biti izjemno odgovorno in tukaj res starši potrebujemo vodstvo in pač res strokovnjake ob sebi. Kaj pa ta knjiga pomeni za sina? Ja, sin, sprva je bil tako malo negotov še, da bojo pa zdaj vsi vedeli, to smo zdaj pri stigmi, ampak jaz sem nekaj, da je odgovoren on samo sebi in svojim dejanjem. Ampak on bo s to knjigo je zapustil neko sled
In ta knjiga mu daje nek pomen življenja, ker z njo bo lahko tudi komu pomagal s to svojo zgodbo, da se ne bi odločil za kaj takega. Tudi priporoča mladostnikom, da se to prebere in kot je napisal v svojem pismu, da niti en dim trave, ki je lahko že poguba. Tako da jaz sem zelo vesela, da sodeluje s to knjigo in da bo lahko res svoje življenje, njegovo življenje v tem stanju, da je dobilo nek pomen. No, njegovo pismo je objavljeno v knjigi, pravi takole en delček. Vsi imamo probleme v življenju in se jih moramo naučiti rešiti na normalen način, brez bližnjic in droge. Zato je prva izkušnja v navednicah tako pomembna. Ko enkrat vzameš, ti trenutno pomaga in tu se začne začaran krog, drogiranje ne more dolgo skrivati pred drugimi. Vsi se ti počasi odpovedo, prijatelji ti prvo skušajo pomagati, ampak ti jih ne poslušaš. Misliš, kako boš funkcioniral z drogo, ampak to ne gre. In potem še nadaljuje, je njegov rokopis, zato sem eno napako tudi naredila. No, ampak potem pa pod PS pa zapiše, nikoli ni prepozno, da obrneš list in začneš pisati novo poglavje ali celo novo knjigo. Zame je to edina pot, da bom svoboden. In potem še Viktorij z njegovim načinom pisanja in risanja in ustvarjanja. Tako, zdaj pa ste na vrsti vi, verjamem, da je en kup enih vprašanj, en kup enih vtisov. Je mogoče kdo, ki bi naše in strokovnjake in konec koncev, Saša, vi ste tudi, če lahko v navednicah rečem, ne bom rekla strokovnjake, ampak res po taki poti izkušen, starš, izkušena mama, ki lahko marsikaj pove. Ko pridemo v stik, to se pravi kot človek s človekom, za katerega vemo, da ima neko težavo ali pa opazimo, kot smo se prej pogovarjali, te prve znake. In ponovadi če nimamo s tem izkušenj, ta človek nam pa pomeni, znamo utrpeti, zna nas biti strah. Pa vendar, gospod Zoran Milivojević, kaj takrat narediti? Iti poiskati pomoč za tega človeka, če me ni prosil? Ali ako neko leži u nesvesti na ulici, dobro, normalno ćete zvati pomoć. Ali ako je neko ko je, da kažem, odrastao i onda je sasvim regularno pitate da li ti treba pomoć. Znači, pomoć, šta je ključ besede? Moć. I sad mislim da je nekako lakše to razumeti u srpsko-hrvatskom, jer ko je moćan, moćan je onaj koji može. Znači, moći uraditi nešto jednako moć. Pa onda imate moć, nemoć, pomoć. Tako? Znači, neko mora da prizna da je nemoćan i da mu treba neka dodatna, je tako? I u tom slučaju je to neka vrsta pogodbe, znači meni treba pomoć, jer hoćeš pomoć, hoću i dajem ti pomoć. Međutim, znači ako dajete pomoć koju niko nije tražio, može biti problem, jer onda ljudi to ne doživljavaju kao pomaganje, nego doživljavaju kao proganjanje. Inače, to je problem sa tinejdžerima, adolescentima i tako dalje. Ja sam još jednu misla mi je pobjegla. Ako se vrati? Dobro. Saša, kaj je najpogostejše vprašanje, zdaj, če imate kakšen stik še s kakšno mamo, s kakšnim očetom, starši, bližnjim, odvisnikov, imate že kakšne stike zdaj, oziroma kaj je tisto, ali pa sklepate, da je najpogostejše vprašanje, ali pa če imate kakšne te vrste izkušnjo? Ja, zdajle so me že nekatere matere kontaktirale, ampak zelo z različnimi zgodbami. Ena je popolnoma podobna moji in ona je še bolj nemočna, pač ni z Ljubljane, verjetno imajo tam tudi manj pomoči, tako da je izjemno obupana in ne ve kam s sinom, ker enostavno doma ne more biti tak bolnik, ker mati, družina, nismo zdravstveno osebje
To pomeni, da mora neka institucija zdravstvena ga prevzeti, kar pa velikokrat ne uspe, ker pogoji za sprejem na zdravljenje so izjemno strogi. Mora biti velika odločenost, motiviranost strani bolnika in potem tudi samo zdravljenje je pogojeno s pravili in marsikdaj bolnik tega ne zmore in gre zopet nazaj v svoj svet. Skratka, ta nemoč je prisotna, no, zelo, zelo, tako da potem, ne vem, različne, ena mati me je klicala kot mati zmagovalca, ki je po 15 slabih letih nekako uspel, ampak to, kar je že tudi skozi vem, ne, je rekla, da je ta sin povedal, ki je zdaj uspešen podjetnik, da nič ni pomagalo, dokler se on ni odločil za spremembo, pa je imel tudi veliko komun je zamenjal različnih, zopet ni prva prava morda, različni tipi komun obstojajo, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in drugod in je več tega probal in potem mu ena v Sloveniji je izjemno pomagala in se je tam dobro počutil in se je pozdravil, ker komuna služi seveda spreminjanju navad, a ne pa delovnih, predvsem pridobivanje delovnih navad in te socializacije in tako naprej. Skratka, to je mogoče, ne, in mene jasno ta vera in upanje spremlja skozi in se mislim še naprej boriti oziroma ko bo sin pripravljen seveda sprejemati pomoč. Medtem pa lahko samo spodbujam in stimuliram odločitev. Zdaj pa res za konec še gospa Mina Paš. Ves čas razmišljam, ne, o tej odprtosti, ne samo družbe, ampak tudi znotraj družine. Ne. Včasih je težko staršu zelo konkretno povedati, poglej, trava ti bo naredila to, pa to, pa to, pa to, pa to, a ne, zato ker so tudi različne reakcije. Kokain ti bo naredil to, pa to, pa to, a ne. Ja, pretin ti bo skoril, po domače povedano, če ga boš biksal in tako naprej. Pa vendar, a je to dobro, da se na tak način, je to dobro, da se na tak način pogovarjamo z mladostnikom, ki bi morda želel ali pa niti ne vemo eksperimentirati na tak način? Ja, mislim, zelo je pomembno, da damo odrasli ljudje mladostnikom ali pa otrokom realne informacije o drogah, a ne? Ker če boš ti enkrat otroku nekaj povedal, potem bo imel pa on drugo izkušnjo, ti ne bo nič več verjel. In zato je ta strah, ki ste ga že prej omenjali, je ključen, a ne? Droge nosijo s sabo ogromnega strahu, strah pa izhaja tudi iz nepoznavanja. Dejstvo pa je, da ne moramo vsi vsega poznati, a ne. Jaz recimo droge zelo dobro poznam in se lahko z mojimi otroki zelo odprto o tem pogovarjam, tudi pač odraščajo s tem, že cel življenje to delam in poslušajo stvari in tako in mene na neki točki, ki je ta starejša hči pač šla v adolescenco, me je začel malo skrbeti, kako to bo, a ne. Mislim, mi zelo odkrito govorimo. Ja, je mogoče preveč del, jaz se pač ukvarjam z zmanjševanjem škode, a ne, in jemljem, da je uporaba drog sestavni del življenja marsikoga in da večina ljudi s tem nima težav, eni imajo pa zelo, zelo hude težave, a ne. In me je majčkeno skrbelo, kako to bo in sem se prav spraševala, bi mogla jaz kako drugače se z otroki o tem pogovarjati, ampak glede na to, koliko so zdaj, mislim, se niso še toliko stari, no, ta starejša je 21, ta srednja je 16, ta mala je 14, 15, imajo zelo tak veliko strahospoštovanje, no? Zelo velik rešpekt, po domače povedan, pred substancami, tako da me je to kar prijetno presenetilo, ne vem, kaj še bo, ampak se mi zdi ta odkrita komunikacija kar pomembna, ne? Seveda se pa moramo zavedati svojih strahov in svojih omejitev. Vsak človek ima neke svoje slepe pege in tam, kjer imamo slepe pege, tam se ne bomo mogli odkriti pogovarjati z otroki, a ne. In je fino, da potem, ne vem, aktiviramo ali kakšne starejše ljudi,
ki se malo bolj spoznajo na to, ki imajo mogoče ki so bolj izkušeni, ki več poznajo. A ne? Ker dejstvo je, da mladi večino informacij, ki jih v drogah dobijo ali od vrstnikov, ali z interneta, ali pa od dilerjev. Diler je glavni informator mladega človeka. On, ki bo pri dilerju kupil drogo, mu bo diler rekel, pazi, tole je močno, ali pa ne vem kaj. In oni tudi dilerje poslušajo. In diler ali pa vrstnik ni ravno najboljši učitelj. Ne? Zato se mi zdi res zelo pomembna ta odprta komunikacija in tudi, da se otrokom predoči pluse in minuse uporabe drog. Ker ljudje ne začnejo drogo uporabljati zato, ker bi bilo slabo, ampak jih začnejo uporabljati zato, ker je dober. In ponavljajo uporabo nekaj časa zato, ker jim je dober, ker jim nekaj prinese, kar jim manjka, neko ugodje jim da. Ampak hkrati se je pa treba zavedati tudi nevarnosti in oboje je treba osvetliti. Ne? Jaz vedno, ko me mulci sprašujejo, kaj pa ekstazi naredi, pa gor, pa dol, pa rečem, pač ne tega prezgodaj uporabljati. Zakaj pa ne? Zato, ker je enostavno preveč dober. In če boš ti pri 15 letih prišel v stik s tisto izjemno euforijo, z neko ekstazo, preden boš doživel naravna stanja ekstaze, a ne? Neko ljubezen, ne vem, dober seks, ne vem, splezaš na goro, pa doživiš ono ekstazo, in boš dosegel neki način, ko boš vzel neko substanco, ti ne bo nič več prišlo blizu in bo vse ostalo ratalo brez veze. In prej slej te bo imela substanca v pesti, takrat ne boš več svoboden. In to, kar razumejo, no, se mi zdi, je malo triki, se sliša, ne? Rajš ne vzeti zato, ker je preveč dober, ampak je pa nekaj, kar marsikomu zelo zazveni. No? Tako da odkrita komunikacija je tukaj res pomembna, ampak si moramo res sami najprej razčistiti odnos do tega, pa se pozanimati. Ne? Ja, in se mi zdi, da je ravno knjiga Saše Kvedra en odličen začetek, da ko jo berete, da pravzaprav se dotaknete sveta, ki jaz sem si rekla, upam, da ga nikoli ne bom spoznala, ampak kako zelo pomembno pa je, da vemo pravzaprav, kaj je na drugi strani, kaj obstaja. Zato sem prej tudi tako omenila, ker ob branju knjige jaz mislim, da nobena mama, noben starš ne bo ostal brez vprašanj o samem sebi. Kar je pa spet zelo bistveno sporočilo in bistven namen literature. Dobra literatura nam postavlja vprašanja, tudi daje odgovor, ampak bistveno je, ne, da vzpostavlja vprašanja, na katere potem sami iščemo odgovore in zato tudi rastemo. Najlepša hvala vsem trem. Zoran Milivojević, Saša Kvedar, Mina Paš. Hvala vam. Res srčna hvala. Iskrena hvala tudi vsem vam za vaš čas, za vašo pozornost. Delite to, kar ste slišali danes in seveda današnja priložnost. Knjiga je po znižani ceni, kar pritiče dogodku, 25 € je. Seveda boste dobili tudi podpis in še kakšno misel več. Saša je izjemno, tudi boste videli v jezikovnem smislu, močna in svetla, tako da vabljeni k podpisovanju. Saša se bo zdaj predstavila tjale hmizici, kjer boste lahko dobili podpis. Potem pa seveda še neformalno druženje, vprašajte, pogovarjajte se in hvala za vaš čas in za vse, kar dajete. Najlepša hvala vsem, ki ste se odzvali, res hvala, da ste mi dali priložnost, da povem. In hvala mojim sogovornikom, dr. Mini Paš, dr. Zoranu Milivojeviću in Karmen Oven. Hvala lepa. Hvala.